šel na Drin. Ne, pustimo stati. Da ne bomo tako negativni. Ja, no, tako. Ja, tako da vse je okej. Bomo popoldne negativni. Tako. Rekel, da imamo priložnost. Naj ima trenutek zase. Je, za nama je bil sam, Aha, evo ga. malo so nas narobe poslali. Okay. Teč. No bo. Vidiš, kako je to kaotično. V redu je. Spustite TV. Hvala. Imaš študija. Ja. V redu, sem že navajen. Mikrofon moram držati, se upravičujem. Nobene kulture nimajo danes, a ne, dajte pri nič, nobenega reda. Po cesti. Vožnja je prijetna, sem imel priložnost tudi stestirati, tako da mislim, da bo to nova zgodba o uspehu. Kaj lahko poveste o današnjem odprtju in pa sodelovanju države? To je seveda velik dogodek. Vsakič, ko se da v proizvodnjo nov model avtomobila, je to sigurno velik dogodek, tako za tovarno, kot tudi za državo. Vedno tudi moramo stremeti k napredku in verjamem, da bo sodelovanje še naprej dobro. Smo seveda naklonjeni investicijam in vemo, da brez seveda določenega vložka tudi ne more biti rezultata. Danes se je to združilo in verjamem, da bo proizvodnja uspešna. Za nas je to izjemno pomembno, gre za delovna mesta, gre za tudi dodano vrednost in zelo dobra popotnica tudi za naprej. Kako? Bi. Še kje drugje tudi. Gospod Počivavšek, Samo zraven ne bi prišel. Torej, to podjetje je zelo pomembno za našo državo, mogoče kako naša vlada pomaga. Najprej moram povedati, da sem zelo zadovoljen, da so se v Renaultu odločili, da bodo 5. generacijo proizvodnje Clio zaupali svoji slovenski podružnici tukaj pri nas v Novem mestu. Naša država in vlada je že prej sodelovala v preteklem obdobju z Renaultom pri njihovih investicijskih projektih in tudi pri tem investicijskem projektu, ki je vreden 90 milijonov evrov, smo sodelovali s 6 milijoni slovenske podpore. Kot na nek način zahvala za odločitev za proizvodnjo 5. Twinga tukaj pri nas in pa tudi v čast dosedanjega dobrega sodelovanja. Verjamem, da bo razvoj proizvodnje Renaulta tukaj v Novem mestu doživel tudi prihodnje še večje korake naprej. Kako je pa z drugimi podobnimi naložbami, kaj se dogaja z njimi, lahko naštejete še pa so kakšni pogovori z morebitnimi podobnimi vlagatelji? Najprej moram povedati, da smo veseli na tem, da smo bili v zadnjem obdobju uspešni pri tujih neposrednih investicijah, da smo v lanskem letu dosegli 15,2 milijardi, kar je 1 milijardo 200 milijonov več kot leta 2017, kar je skoraj 33,3% bruto družbenega produkta. In sami veste, da smo na nek način zdaj v eni fazi odpiranja tistega, kar smo v preteklem obdobju sejali, je skava. Ta projekt smo začeli v lanskem letu, tukaj v Renaultu, v naslednjem tednu se odpira proizvodnja uradno Magne v Mariboru in veseli najbolj to, da imamo na Arsu čez 100 vlog za okoljevarstvena soglasja. To pomeni, da se bo v Sloveniji še veliko investiralo. In to kaže, da imamo spodbudno poslovno okolje za podjetnike domače in tuje. Hvala. Gospod Šarec, kako je bilo v Bruslju? Ste zadovoljni z razdelitvijo teh top pozicij? Naporno. Najprej seveda v nedeljo, potem v noči na ponedeljek smo sedeli 18 ur, seveda brez odločitve. Zadevo prekinili do 11. ure naslednji dan, potem se je začetek nekoliko zavlekel, ker so se dogajala pogajanja, ampak pomembno je, da je končni rezultat potem vendarle nekako prišel, to je kompromis.
Iskanje je bilo seveda najmanjšega skupnega imenovalca, zagotovo pri toliko državah je to normalno in lahko smo zadovoljni. Seveda, nikoli niso vsi z vsem zadovoljni, ampak mislim, da je ta sestava zdaj tista, ki je optimalna v danem trenutku in upam, da bo Ursula von der Leyen potrjena tudi v Evropskem parlamentu in da bodo potem vse inštitucije lahko tudi začele delati. Želimo pa seveda od nove komisije nekoliko več aktivnosti pri širitvi na Zahodni Balkan in pa tudi pri nekaterih drugih vprašanjih. Tako da v glavnem smo lahko kar zadovoljni. Imeli sestava pomeni za slovenske interese? Ja, sestava pomeni, da bomo lahko, da ni več tistega, kar je bilo prej, se pravi, da so imeli vse pozicije člani Evropske ljudske stranke, zdaj je to različno, so tako člani Evropske ljudske stranke kot socialisti, kot tudi ALDE grupacija in to je pomembno, prvič za razvoj demokracije, drugič pa za uveljavljanje različnih interesov. Seveda Slovenija je lahko zadovoljna s to sestavo, mi smo tudi bili dovolj fleksibilni pri podpori, seveda težilo se je k temu, da se doseže konsenz, se pravi, da ne bi preglasovali nobene države, ker to je potem slaba popotnica. Žal se je zgodilo, da se je Nemčija pri lastni kandidatki vzdržala zaradi notranje politične sestave, socialisti so seveda dali ta pogoj. To je nekoliko grenak priokus, pa vendar je bilo na Evropskem svetu to doseženo s konsenzom, tako da verjamem, da gremo lahko z nekaj več optimizma tudi v prihodnost, kajti čaka nas veliko problemov, čaka nas sprejem finančnega okvirja triletnega, potem nas čaka še okoljska problematika in vsa ta vprašanja, ki so danes pereča v Evropski uniji. In Slovenija bo znala tudi svoje interese seveda uveljaviti in sem prepričan, da je to neka dobra popotnica vendarle tudi za naprej. Imeli ste priložnost tudi izraziti, kateri resor bi nas zanimal glede komisarja, mogoče kaj nas zanima, kaj ste dejali? Ja, zanima nas tudi med drugim širitev na Zahodni Balkan. Večkrat smo poudarjali, da smo mi tisti, ki poznamo Zahodni Balkan, ki lahko prispevamo tudi na tem področju in tudi to je eden izmed resorjev, ki nas zanima. Seveda pa je odvisno od predsednice prihodnje komisije, ko bo potrjena v Evropskem parlamentu, potem se bo tudi začel še ta del zgodbe. Še eno vprašanje, mogoče kako komentirate odzive doma ali pa tweet konkretno Janeza Janše, ki je rekel, da je Slovenija bila popolnoma neaktivna v teh pogajanjih, da ste spremljali z odprtimi usti, pa ne znam ponoviti čisto tega tweeta. Ja, to je težko doumljivo nam povprečnim državljanom, ampak čudi me, da ga ni bilo zraven, pa več ve kot jaz sam, ki sem bil zraven. Tako da važno je, da mi vemo, kaj smo naredili v Bruslju in kako je bilo. Seveda, drugi pa nimajo druge opcije, kot da tvitajo. Hvala lepa. Kaj pa sodišče Evropske unije bo danes izdalo, ali je pristojno v sporu Slovenija, Hrvaška ali ne? Ja, to bo odločitev sodišča, to težko komentiram, ker tukaj nimam vpliva. Saj veste, sodišča so nepredvidljiva. Kaj pa pravite, mogoče, če lahko komentirate Plenkovića pa njegovo pozicijo, ker je bil pogajalec EPP-ja in govorilo se je, da je pač na vsak način hotel za sebe dobiti ali najpomembnejše mesto predsednika komisije ali pa mesto in da je Slovenija naj bi to preprečila oziroma nasprotovala temu, to dobiva. Mislim, da je gospod Macron svojo izjavo povedal vse in nekaj dodati. Hvala. Hvala lepa. To je vse. Prave. Investicijo. Ali bo lahko malo bolj sem? Bomo pa s prvogom semle. My turn. Mačkam bolj. Povejte. Torej, naj mogoče malo
o samem projektu pove, koliko časa so priprave trajale? Explication du projet, combien de temps et quels sont les plus grands travaux qui ont été réalisés? Pour le BGA, en fait, j'imagine, ouais, en fait, ça a duré à peu près 2 ans pour l'usine. Projekt je za tovarno trajal približno 2 leti. Essentiels travaux se passent en tôlerie. Največja dela so bila narejena v obratu za varjanje Il y a karoserij. eu beaucoup d'investissements dans la tôlerie avec certaines automatisations et robotisations que vous avez vues dans le film. Predvsem tiste nove robotske celice, ki ste jih videli na video posnetku. Ça nous a permis d'arriver en fait à un taux d'automatisation à 75%. Torej je zdaj naša karosernica 75% robotizirana. Kakšne so pričakovanja glede prodaje? Les attentes par rapport aux ventes de la Clio 5 et l'estimation de la production annuelle. En fait, notre capacité est 220 000 par an. Torej, proizvodna zmogljivost tovarne je 220.000 vozil na leto. Donc on a toujours la capacité d'aller produire en fait Twingo, Smart Electric et puis BGA. Torej, še vedno lahko proizvajamo in Twinga in električnega Smarta 4.4 ter Not- zraven Clio 5. Notre estimation c'est plutôt 40% Twingo, 40% BGA et le complémentaire c'est avec le Smart EV. Torej, ocenjujemo, da bo razdelitev med modeli naslednja: Twingo 40%, Clio 5 40% in ostalo Smart, električni Smart. Sinon, on a la capacité de produire 2 tiers de notre production journalière pour BGA. Če pa bi se povpraševanje na trgu spremenilo, imamo kapaciteto, zmožnost proizvajati recimo 2/3 Clio. Kaj pa Clio 4? Ste še izdelali? Clio 4, quelle est Clio 4, en fait, de production. la production? Oui, en fait, aujourd'hui, on produit à peu près 400 Clio par jour. Non, la Clio 4, si on l'arrête. la Clio Ah, 4. on arrête quand? C'est ça la question. D'accord, on va arrêter fin juillet. Torej, konec julija zaustavimo proizvodnjo Clio 4 pri nas. À partir du mois de septembre, donc il n'y aura que nouvelle Clio Torej, 5. ko začnemo v septembra znova po kolektivnem dopustu, bomo proizvali samo Clio 5. Koliko ljudi ste zaposlili za novo založbo? Combien de personnes on a embauché? 200, en fait, nous, on a embauché spécifiquement pour PGA plus de 270 personnes. Torej, specifično samo za Clio 5 smo zaposlili več kot 270 ljudi. Et rappelons qu'en fait, avec l'arrivée de Clio 4, nous avions dû mettre en place en fait 3e équipe. Naj pa spomnimo, da smo eno leto predtem zaradi uvedbe Clio 4 nočne izmene. Et donc le BGA nous permettrait en fait, de préserver et maintenir en fait, cette 3e équipe. Tudi zaposlili torej za ljudi za to nočno izmeno in zdaj zahvaljujoč Clio 5 ohranjamo to nočno izmeno še naprej. Donc en résumé, il n'y aura pas la perte pour l'usine en termes de volume annuel. Torej, za tovarno to pomeni neko stabilnost, nič manj zaposlenih in nič manj Koliko Clio 5 naj bi izdelali letno oziroma dnevno? l'estimation du volume annuel de la Clio 5. Ça peut monter jusqu'à 80 000 par an. Torej, lahko do 80.000 vozil na leto. Bonjour. Na leto, na dan. Na dan, koliko pa na dan? Par jour. 40%. Ça dépend, mais ça peut jouer jusqu'à 600 par jour. Lahko jih izdelamo do 600, ne? Mi prilagajamo. Bo zaradi avtomatizacije Bom še tole Premier je prej omenil tudi potrebo po prehodu na nove pogone. Ja. Boste delali hibridnega Clio tudi tukaj, ki je napovedan za prihodnje leto? Qui est prévu dans l'avenir, elle a cette fabriquée En fait, ici. il y a une version hybride, dite hybride en fait, fabriquée à Bursa. Il y a une qu'on appelle en fait micro-hybride qui serait fabriquée chez nous, mais c'est à partir de début de l'année Torej, prochaine. hibridna verzija bojo proizvajali v Bursi, ena tako mini hibridna verzija pa je predvidena tudi za Revoz. Hvala. Sam še eno vprašanje, bolj za šalo kot za res. Danes se je ustavila proizvodnja, koliko se je to do zdaj zgodilo med tednom? Combien de fois on arrête la production comme on l'a fait aujourd'hui pour cette occasion? Ah, c'est la première fois. Prvič. Ja. Izjemno. Hvala lepa. Počivalšek. Sem več,
V Sloveniji se z avtomobilsko proizvodnjo ukvarja 284 podjetij, ustvarijo 10% bruto družbenega produkta, čez 20% izvoza. V teh podjetjih je zaposlenih preko 16.000 ljudi direktno. Če vzamemo še indirektno dobavitelje, ocenjujemo, da je teh 5-krat več in to je pomemben klaster, ki smo mu dali težo tudi skozi Zvišati tudi plače funkcionarjev. Koliko bi vi dopustili, če bi sploh dopustili? No, jaz sem že povedal, da ta hip to ni naša prioriteta. Seveda se strinjam z njimi, da so anomalije, pa to ni od zadnjega dviga, to se vleče že kar dolgo časa, če primerjamo plače sodnikov in drugih funkcionarjev, ker funkcionarji niso samo politični funkcionarji, ampak tudi drugi, je seveda jasno, da je tako, vendar o zvišanju mislim, da se bo treba še pogovarjati, ne bi pa pretiravali s tem zvišanjem. To se mi ne zdi tako pomembno. Koliko recimo bi lahko še dopustili? No, mislim, da maksimum bi bil tam nekje 20%. Vendar, ko sem rekel, to tak ni prioriteta. Hrvaški glede arbitraže edina ima podporo v Evropi, uspeva se nekako preriniti v spredje. Kdo bi bil za Slovenijo najbolj primeren, ugoden šef Evrope, da bi lahko obranili arbitražne interese? No, seveda, Hrvaška je precej aktivna na tem področju. Če bi mogoče bili bolj aktivni na spoštovanju sodišča in implementirali razsodbo, bi bila zadeva že urejena. Težko je reči zdaj tako, kdo bi bil bolj primeren. Mislim, da se bomo tudi mi morali angažirati pri tem. Je pa res, da mi razsodbo imamo in bo morala to Hrvaška pač spoznati. Zdaj, moč Hrvaške seveda se včasih tudi precenjuje, tako da zdaj pač to se je videlo tudi zdaj pri kandidaturi za najvišje pozicije, ko Hrvaška tega ni dobila. Mislim, da moramo tudi slovensko diplomacijo malo spraviti, še malo bolj v pogon in potem bo tudi lažje. Torej, glede na to, kar ste zdaj rekli, ne gre za neko blokado Slovenije, Plenković oziroma kogarkoli iz Slovenije, ampak pač neko nemoč Hrvaške. Ali gre vendarle za neko blokado Plenkovića in strani koga? No, mislim, da je bilo kar nekaj držav, ki so temu nasprotovale, ker seveda so razlogi znani. To je nespoštovanje vladavine prava in tukaj seveda tudi Slovenija ne more popustiti. Ne nazadnje Hrvaška niti še ni v Schengenu, nima še niti evra, pa tudi meje ima še neurejene z drugimi, tako da ima za opraviti še kar nekaj dela. Še zasebno šolstvo me zanima. Pravijo, da se lahko zaneti nov spor v koaliciji. Kako pravzaprav ravnati, da ne bo zadeva neustavna? Ja, jaz sem ministra vprašal, če lahko zagotovi, da bo ta zadeva šla skozi ustavno sodišče. Rekel je, da ja. Poskušalo se je zdaj tudi v državnem zboru skleniti nek kompromis, kar mislim, da bi bilo najbolj pametno, se pravi ne 100-100, niti ne 100-0, ampak doseči nek kompromis, vendar ta hip ni bilo uspešno. Če bo prišlo do kakršnega koli spora, seveda ga bomo reševali, tako kot vedno, lahko pa, da bo šla ali pa skoraj gotovo, da bo šel ta zakon na ustavno sodišče in potem se bo videlo. Sam nisem naklonjen nikoli nekim ekstremom in mislim, da bi se dalo doseči nek pameten kompromis, če bi bila volja. Če bi bila volja. Dobro, še komentar ženska na čelu Evrope. Kako na to gledate? Ja, to je dobro. To je dobro. Tudi gospa von der Leyen je seveda ministrica. Mislim, da bo to kar dobra poteza. Gospa je zelo izkušena in verjamem, da bo resno upravljala svoje delo.
Je pa to zagotovo tudi sporočilo, kajti tudi za žensko predsednico komisije je bil že čas. Hvala lepa. Hvala.